A ne? Ok. Takole, zdaj, dober dan vsem skupaj. Dobrodošli na Zoomov, oziroma petkovi Zoom kavici, kjerkoli pa ste. Jaz sem vesel, da je z nami Andrej Rozman Roza, s katerim se poznava že leta. Tako da včasih se še ki na cesti srečava, pa kako rečeva, zdaj se že dolgo nisva videla. Oziroma ne, saj sva se videla pred slabim mesecem ali pa nekaj takega, a ne. No, in potem je pač ta teden je knjižni sejem hotel sem reči v Ljubljani, ampak je na netu, a ne. In potem, ko sem razmišljal, kakšno temo bi dal za današnji kavico, je jasno, je prišel Roza kar hiter na vrh, je plaval in je bil tudi takoj pripravljen, da pride. Živjo, Andrej, povej, kako si. Zdravo, ja, super, hvala, dobro tam. Tule, kaj je? Kdo naj izklopi mikrofon? Tlele sem, za Cukrarno, ki mi jo prenavljajo pred nosom. No, saj to sem hotel reči. Ti živiš na eni fajni lokaciji s pogledom na Cukrarno, da te kaj inspirira. Zdaj, ko bo to ena velika razstaviščni prostor, pa eno fajno zgodovino ima ta Cukrarna, a ne. Čakaj, nekaj se moti, nekaj še zadaj govorijo, ali kako je zdaj to. No, ok, bom še enkrat ponovil. Ne, saj sem, ja, ampak kaj je zdaj, to se skozi sliši tako zadaj, še bolj nov tlele. To je bolj Oprostite, jaz na novo not prišel, oprostite. Aha, zdravo, živjo. Zdravo. No, skratka, ja, kje smo sploh ostali, ne vem. Živiš na eni fajni lokaciji v Ljubljani, a ne? Gledaš, kako prenavljajo Cukrarno, kako bo to en velik razstaviščni prostor, v katerem upam, da bojo tudi tebe kdaj kot soseda povabili, da bo odmevalo po tistih dvoranah. Upam, da še zaživga, ne, tam je bolj za mrtve pesnike sicer. Ampak, ja, ne, zdaj so nam vzeli tisto občinsko zemljo, ne, ko mi smo tam čez segali še na občinski zemlji, je moja žena krompir sadila, no, zdaj so nam jo odrezali in so že tako blizu, da že parkirišča delajo. Ja, super, ja. No, ampak tam v tej Cukrarni, a ne, blizu tebe, sta umrla Kete pa Murno, ne? Pa govori se, da je tudi Stanker tam umrl, a ne, to si slišal za to? Ja, to se govori, kaj pa vem, ne, zdaj tle, mislim, da je težko rečem, mislim, tudi če sem bliz, ne morem, mislim, sosedje nič ne vejo, no. No, ampak jaz imam občutek, da je te bliže kot Stanker, ti je bliže Prešeren, ne, zdajle 3. je rojstni dan našega največjega pesnika, a ne? Ja, tudi mislim, Prešeren mi je malo bližje, tako bolj obvladljiv, ne, ni toliko veliko napisal kot Cankar, ne, da mislim, Prešerna sem več ali manj vse prebral, medtem kot Cankarja pa res pač tisti meter pa pol vsega skupaj na policah me malo, mislim, o Cankarju pravzaprav si ne upam reči, da prav veliko vem, no, mislim, Cankar je, v šoli sem bežal pred njim, ne, tem, ko s Prešernom sem pa dosti se ukvarjal, ne, tako da sem glih tlele gledal, kaj bi lahko danes povedal ali pa prebral, ne, in sem med drugim našel prav to, kako je prišlo do Prešerna, sem enkrat napisal eno zgodbico za eno predstavo, ne. No, dej. Lahko to preberem, ne, čakaj, si moram malo luč prižgati, je pa malo daljša, ampak vseeno, ne. No, saj imamo čas. Pa dajmo, takole je bilo,
potem, ko je Bog ustvaril svet in človeka in je svet ostal en sam, ljudi je bilo pa zmeri več, so se ti zmeri bolj razlikovali med sabo. In da se ne bi več prepirali, se je neko nedeljo, ko so se kot ponavadi pred njim zbrali ljudje, Bog odločil, da svet razdeli med posamezna ljudstva. In ko je to naredil, se je, da bi se odpočil od zemeljskih pritlehnosti, zadovoljno ozrl v vesolje. Takrat pa je pred njega pritekel Slovenc. Sem slišal, da si razdelil svet, je rekel z zasoplim, očitajočim glasom. Ja, res je počasi izdavil Bog, ki je že slutil težave. Ja, in kako, da jaz nisem čisto nič dobil, je skoraj zajokal Slovenc. Najbrž zato, ker si manjkal, je rekel Bog. Ja, kako ne bi pa vedel, da boš glih danes delil svet? Mislil sem, da boš spet kaj o strpnosti in ljubezni do bližnjega nakladal, pa sem šel rajši delat. V nedeljo si delal, je Bog dvignil obrvi. Ja, se sem ves čas, ker sem delal, na tebe mislil. In ker je Bog kar molčal, je Slovenc dodal. Ja, jaz ne morem pomagati, če mi med tednom zmanjka časa za vse. Dopoldne služba, popoldne fuš, če je človek priden, zmer še kaj dela, čez vikend ostane. Pa sej lahko kaj prestaviš tudi na naslednji teden, je bil neizprosen Bog. A mi mogoče kdo garantira, da bom naslednji teden še živ? Je Slovenc prešel v protinapad. Sploh pa ne razumem, kako lahko meni očitaš del v nedeljo, če si v nedeljo delal tudi ti. Bog je hotel reči, da za njega ukvarjanje s kronostvarstva ni del, ampak praznik. Ampak vsaj mišljeno je bilo tako. Ampak je bil rajši tih in se znova zazrl proti vesolju. Ampak Slovenc je bil trmast in ni obupal. Ne bom te zapustil, dokler mi ne daš, kar mi pripada. In ker je Bog pametnejši, mu ni ostalo drugega, kot da je popustil. Dober, je rekel, dal ti bom, ampak pazi. Ostali so mi samo še vzorci. Najlepši so od vsega, kar sem ustvaril, ampak na žalost zelo majhni. Mal morja, mal visokogorja, kupček različnih vrst hribov in dolin in zaplata ravnine. Mislil sem jih obdržati zase, da bi, če pride ven kakšen razpis za ustvariti kakšen nov svet, lahko pokazal, kaj izdelujem. Ampak če si tako vztrajen, lahko dam te vzorce tudi tebi. Te moram pa opozoriti, da je košček morja, ki ga boš dobil, majhen in je do najbližjega oceana dolga in ozka pot. Zato ti ne morem garantirati, da boš uspel v pomorstvu. Ravnine je tako malo, da boš težko konkurenčen velikim kmetijskim proizvajalcem. Gore so lepe, ampak če se bo preveč ljudi navdušil nad njimi, bo hitro dren. Kar se hribov in dolin tiče, pa tudi ne vem, koliko se da z njimi obogateti. So pa v primeru, če se ti ne bo izšlo, kot bi želel, hribi vinorodni in boš imel vsaj tolažbo pri rok. Slovenc je vzorce vzel in se na svojem koščku zemeljske krogle zadovoljno množil in delil, dokler ni prišla med Slovence prva knjiga. Bog pomagaj, je zavpil Slovenc, eden mi hoče s knjigo spremeniti navade. Bog pomagaj meni, je rekel tist s knjigo. Tudi jaz sem Slovenc in nič drugega nočem kot to, da bi tudi Slovenci razumeli tvojo besedo. Ampak Bogu se ni dal ukvarjati z malenkostmi in je rekel, sama se zmenta. In je šel, Slovenc brez knjige pa je Slovenca s knjigo vrgel ven in so Slovenci prvi napad knjige uspešno odbili, tako da je bilo s to nevarnostjo za lep čas mir, dokler se niso začeli narodi, ki jim je Bog dal več zemlje kot Slovencu, trkati na prsi in zahtevati lastne države. Jaz tudi, je rekel Slovenc, jaz tudi svojo lastno državo. Izvoli, je rekel Bog, a ti mogoče kdo bran? Ja, s čim naj se pa hvalim, pa trkam na prsi, je rekel Slovenc. Drugi imajo opere pa teatre, jaz nimam pa nič. Sej si imel Linharta, pa njegova najboljša igra še zmeri neizvedena v knjig leži, je rekel Bog.
postavijo na oder, pa boš imel nekaj teatra. A si ti normalen? Ga je začuden pogledal Slovenc. A ti ne veš, da je ta veseli dan ali matiček se ženi prepovedan, ker se dela norca iz gospodske? Da ne rečem, da teater stane. Zato pusti tega Linharta in mi daj nekaj cenejšega. Najcenejši so pesniki, je rekel Bog. Tega si pa tudi že imel. Pridenga in skromenga Valentina Vodnika. Ti pa res nimaš pojma, je Slovenc zavil z očmi. Vodnik je vendar politično problematičen, ki je hvalil Napoleona. Ta je pa propadel in smo zdaj spet pod Habsburžani. Ne vem, zakaj se oziraš na Habsburžane, če bi rad svojo državo. Je bil Bog že mečken naveličan. Ja, zakaj? Za vsak slučaj, je zarenčal Slovenc. Sploh pa, če hočem, da mi nadomesti opero, rabim enega malo bolj kompliciranega, kakor je ta Vodnik. In prosim, da mi ga daš čim prej, ker se leto 1848 nezadržno bliža. Poslušaj, je rekel Bog, ki je imel zdaj pa tega že zadost. Tudi kovača, pa mlinarja, pa mesarja ti nisem dal jaz, ampak so prišli sami, ko so videli, da jih rabiš. In na enak način bo, če ga boš rabil, prišel tudi pesnik. O, Bog, ne boš se ti mene tako zlahka rešil, je uskipel Slovenc. Kovač, pa mlinar, pa mesar so poklici, ki se jih lahko izuči vsak. Za pesnike pa obstajajo dokazi, da je marsikateri izmed njih javno priznal in lastnoročno podpisal, da si mu poezijo narekoval ti. In če si zrihtal pesnike drugim, si dolžen zrihtati enega tudi men. In če ga ne boš, te bom tožil. Bog je zamišljeno pogoltnil slino. Dober, je rekel, dam ti enega, ki ti bo največje stvari naredil čist zastonj. Ampak vse naslednje si pa zrihtaj in plačaj sam. In tako smo Slovenci dobili Prešerna. Ker pa je največji, večjega od njega ne more biti, manjših pa ne potrebujem, si je zračunal Slovenc in je bil vesel, ker je videl, da je kultura postavka, pri kateri se da največ prešparati. Evo, to je bila tale zgodba, kako smo Slovenci prišli do Prešerna. Upam, da ste razumeli, da ni bilo niti za štajerske Slovence preveč ljubljansk, sem vmes pomislil, ne, ampak tako sem napisal tule v centralnem močvirju. V ljubljanščini. Ja, v Ljubljani, mislim, v nekem svojem jeziku, domačem, ja, ne vem, je to. Tudi Ljubljančani so eni rečejo, ja, to pa ni ljubljanščina, ker ljubljanščina je čisto, mislim, ne, pa je problem. Zdaj to je zmeri vprašanje, ne, kako v filmih, kako v gledališčih, kako v literaturi govoriti oziroma pisati, ne. Ti si pač zbral, zdaj knjižna slovenščina je nekje izvira iz dolenjščine, ne, tukaj blizu. Ti si pač zbral to, kar ti je najbližje ljubljanščina, ne. Ja, recimo, jaz tudi ne vem, veš, jaz sem tudi na Dolenjskem živel, pa na Gorenjskem živel, tako da, ne. No, ampak dejansko se zavzemaš za živ jezik, ne. Ženo sem imel Štajerko, tako da takrat sem imel že zelo ogroženo to ljubljanščino, no. Drugače pa ja, ne, prav tole besedilo, to sem enkrat imel za eno predstavo, ne, ker sem ga tudi čital, sam zdaj že dolg nisem tega prečital, tako da se mi malo zatikal, ne. Sicer pa ja, zdaj čim bolj živ jezik je, po mojem, tem boljše, ne, mislim, zdaj pač kaj mrtev, mislim, če ni živ, je zelo nevarnost, da postane mrtev, ne. Ja, ne, ker zdaj pa tudi, ne vem, Cankar je rekel, da pač on uporablja tudi kakšne take stvari, ki pač slovnično niso glih, ne stojijo, ne, ampak je glede na to, da mu stavek paše. To tudi ti razmišljaš v tem smislu, kako pišeš? Ja, no, tudi tako, mislim, zdaj slovnično, jaz temu rečem, ne, če je nekaj slovnično narobe, še ni rečen, da ni jezikovno pravilno, ne, mislim tako, ne, ker slovnica je le, ne, mislim, pač je en pravilnik, mislim,
tako, ker nisem prepričan, ne, da nekaj, kar je jezikovno pravilno, je skratka ni nujno, da je hkrati tudi slovnično pravilno. Milčinski, ne, Fran Milčinski, ta od Butalcev, ne, je imel velike težave z lektorji, ko so mu skozi popravljali, pa učitelj, da narobe piše, tako da je pa rekel, da v grob mu ne dajo ta zadnji pravopis, da nekako... Da ko bo počil, da ga bo imel čas brati. Recimo, ja. V redu. Ne, ampak dobro, prej si omenil knjigo, ne, kot vidim, smo imeli že probleme z knjigo, ne, in z knjigo imamo še zmeraj probleme, ne, tudi se 400 let po tistem, ko je nastala, ne. Zdaj, ti se boriš za nični davek, imel si prav gibanje, kaj je že bilo ničniško... Za ničniška skupnost, ja, ki verjamemo, da je pač v Sloveniji možen 0% davek na temelj slovenske države, slovenski jezik, ne. In ja, zdaj smo prišli že do 5% iz 10%, tako da smo že na pol poti, mislim, kot država, do realizacije našega prepričanja, ne. Ja, to, da bi bile knjige 0% obdavčene, ne, recimo sem zdaj pomislil, kako, ne, mislim, Slovencev imamo tako majhen jezikovni trg, ne, da pač knjige veliko težje, pač, mislim, pisatelji veliko težje živijo od pisanja in je oziroma od prodaje svojih knjig, ne, in je pa še toliko bolj noro, da imamo v Sloveniji slovenske knjige obdavčene, v Jugoslaviji jih pa nismo imeli, ne. In zdaj, ker so, recimo, sem glih prebral, ne, da bodo, recimo, medicinska oprema bo neobdavčena, zato, ker je nujno potrebna, ne. To je ta logika, ne, če je nekaj nujno potrebno, ne, je še kar pameten, da se, mislim, da se od nje ne odvaja še en dodaten denar, ne. Tako da, ja, meni je to, da so Slovenci obdavčili svoj jezik, ne, en velik dokaz, da s to državo v resnici niso mislili tako resno, ne, ampak kot ena priložnost za ene, ki so se s tem obogatili. Prej si omenil, da si živel tudi dol na Dolenjskem, ne, pa mislim, ko sem celo prebral, da si celo en mesec delal, drugače si ti več ali manj skozi svobodnjak, ne. Ja, vem, da si bil en mesec celo zaposlen. Ja, en mesec delovne dobe imam, mislim, no, vse ostalo imam tudi kot samozaposlen, ne. Vse ostalo sem bil pri samem sebi zaposlen, ne. En mesec sem bil pa na žagi v straži v Novoleci. Tako da, ja, tam sem, ko sem se rodil, sem pač bil nekaj časa, so mamo v München poslali z mano, čist majčkenim, pač na ambasado oziroma konzulat. In potem je pa babica moja, ki me je takrat čuvala, zbolela, pa pozneje umrla, tako da so me dali k staremu stricu pa teti, ne, še tako 3-letnega, še ne 3-letnega na Dolenjski in sem pol tam imel velike težave, ko so me v Ljubljano prisilili, da grem v šolo. Mislim, tako sem imel Ljubljano za sovražno mesto nekaj časa, no, zdaj sem se ponovadil. Se pravi, nisi pa nikoli razmišljal, da bi se na Dolenjsko preselil? Ja, sem, no, zato sem pa na žagi... Vikend ki dol, kaj? Ne, ker sem sem pač študij za, kako se reče, no, zafušal, ne, ali za... Preložil. Preložil, ja, sem ga tako kmalu končal, da sem nikoli nisem razmišljal, da bi ga nadaljeval, ne, kot nekateri. No, ampak sem študij pač tam skratka preložil in sem šel v vojsko, ker sem se jo hitro rešil, pri svojih 22 letih sem šel v vojsko in se jo hitro rešil, na kar sem se prav to, ne, se mi je zdela Ljubljana tako malo dekadentno, pokvarjena in sem se preselil nazaj, ne, tja na Dolenjsk, blizu Dolenjskih Toplic to, in sem šel tudi na žago v službo, sem imel namen tam živeti, pa sem gotovo, da imam tam v radiju 15 kilometrov, manj kot 10 prijateljev, pa se mi je to zdelo malo tako, malo
malo težko, no, toliko nedružabno živeti in sem se potem vrnil v Ljubljano in potem dve leti študiral zelo pridno, pa me je pa ulično gledališče odneslo v te vode, kjer sem še zdaj. Meni, da si šel, če se prav spomnim, meni, da si šel s tem, ne, ni bilo Ane Monroe, drugo gledališče je bilo. Pred razpadom smo Pred bili. razpadom, ja. Zdaj ne vem, a si šel s pred razpadom ali si šel z Ano Monroe na turnejo po Evropi? No, prav na turneji, mislim, smo ki je nastopali. Mislim, da je bilo ulično gledališče, ne? Ja. In ste delali turnejo po trgih mest po Evropi, ne? Ne, pa to so šli verjetno oni kdaj pozneje. Oni so se potem zelo na ulično gledališče. Mislim, jaz sem pa z Ano Monroe s tem teatrom bil do enega leta 95, ne? In po tistem, takrat smo delali notranje predstave, ne? Gledališke klasične, mislim, na odru predstave. Ampak potem, ko sem jaz šel stran, so pa oni se lotili tako samo še uličnega gledališča. Prej smo občasno delali ulične predstave, no, in so oni to brez mene dosti naokrog hodili, ne. Sam sem tudi z njimi, tudi takrat, če smo bili že narazen, sem šel z njimi recimo v Petersburg. Tako, drugače pa to je šla Ana Monroe že. Okej. Se opravičujem. No, še to, hvala. Drugače pa je tole Impro ligo, si pa ti prinesel v Slovenijo, ali je to od njih? Ko ta Impro liga je bila nekaj časa zelo hit, pa zdaj tudi zmeri nekako, a ne? Še celo jaz sem jo imel na enih delavnicah, sva jih imela z Saksido. Je bil takrat, se ti nekaj novo zlomil, ko bi mogel priti, in potem si mi predlagal Saksido, ne? Žigata, ja. Žigata, in je on to vodil, te delavnico Impro lige, in mislim, da je rekel, da ste skupaj nekako prinesli v Slovenijo. Ja, to je bilo pa tako, ne, da ja, tole s tem impro gledališčem, ne, je bilo tako, ne, da sem jaz sem včasih zelo veliko organiziral, ne, te ulična gledališča iz Evrope in tudi iz Amerike kakšnega, in sem pol imel pač z tega naslova par prijateljev, ki so hodili v Slovenijo polet, in tako en Luc van der Saus iz Rotterdama, ki so imeli enak starega otroka, kakor smo ga imeli mi, ne. No, in smo potem enkrat polet šli skupaj k Bohinjskemu jezeru z otroci, ne, in sem jaz tam Lucu malo pojamral, da s tem gledališčem Ane Monroe takole, da nam gre bolj slabo, da zgubljam veselje, da bi še delal s temi svojimi prijatelji ta teater, no, in mi je on predlagal, da bi delali impro, ne, da bi nekaj novega začeli in da bi delali impro, ker so oni delali v Rotterdamu impro gledališče, in smo se zmenili, je prišel za 14 dni v Ljubljano in nam dal to osnovno znanje. Vmes, ne, smo pa šli še v London, tudi z gledališčem Ane Monroe, smo bili zmenjeni, da bomo v Londonu nastopali, in smo imeli za 14 dni že vse organizirano, v enem skvotu smo živeli, imeli smo Adria Airways, nam je karte sponzoriral, tako smo šli za 14 dni v London, ampak predstavo so nam pa prepovedali, ne, in to je bilo super, ne, to je bila ulična predstava, s katero naj bi v Londonu nastopali, ampak so nam prepovedali prvič zato, ker smo imeli v scenografiji eno veliko sliko enega črnca in so rekli, da je to rasistično. Mislim, mi tega tukaj v Ljubljani nismo tako dojemali, ne, še zdaj. Mislim, jaz nisem rasist, sigurno ne, no. In mislim, da to ni bilo rasistično, ampak v Londonu so to drugače videli. Drugo je bilo pa to, da smo imeli v predstavi kar precej pirotehnike, in v Londonu je pirotehnika, ker jim je par gledališč zgorel, strogo prepovedana. In tako da se je potem izkazalo, da mi ne moramo tam nastopati, smo pa bili 14 dni v Londonu in sem si jaz takrat ogledal čisto vse impro predstave, ne, to je bilo nekje leta 90, takrat enkrat, ko se je Slovenija osamosvajala, ne.
okrog leta 90 je bilo to in sem si ogledal vse te impro teatre, ki so bili možni, ki so bili tam. No, in smo potem mi to začeli, no. V dvorani Kud France Prešeren smo potem to začeli s tem impro gledališčem. In pa smo pomoči par takih aktivnih prijateljev in prijateljic to razširili po celi Sloveniji, da je ratala ta impro, pač državna impro liga. Tako, ja. Poleg tega, zdaj sem se spomnil nekaj, poleg tega, da pišeš drame, pesmi za otroke, za odrasle, prevajaš in tako naprej, znaš tudi ogenj bruhati. Ja, to sem se pa naučil takrat, ko sem organiziral ulična gledališča. Daj povej, no, kako ti to uspe, da se ne upečeš? To je čisto teoretično. Meni je to v Zagrebu en prijatelj razložil in sem jaz potem v Ljubljani sam probal in je šlo, ne, z vodo najprej, ne. Prvič je to, da moraš razpršiti, ne. Mislim, prvič je najvažnejše to, da daš v usta petrolej, ker bencin se ti v sluznico zažre, pa je eksploziven, pa ne vem kaj vse. Skratka, moraš dati ta petrolej za petrolejke, ki je tak bolj masten, ne. In potem ga moraš razpršiti tako, da pred steno, 1 meter pred steno sem stal in sem v steno pihnil, ne, razpršeno vodo, in če imaš pikice narazen, je potem to dobro, ne. Pa moraš dati pa pač malo pred usta, ko daš petrolej v usta, moraš dati malo pred usta en izvor ognja, dosti nizko, da če je vžigalnik dosti nizko, da ga ne ugasneš. To se mi je včasih zgodilo, to je zelo zoprno, če ti med predstavo vžigalnik tisti petrolej ugasne, ne. In potem čez tisto bruhneš, oziroma, ne vem, kako se temu reče, pihneš, ne, razpršeni petrolej in to zagori. In ko smo ga enkrat bruhali tako davno, enkrat smo nastopali tik pred osamosvojitvijo Slovenije po delovnih brigadah, ki je bila že zelo, ta ZSMS je bila takrat že zelo liberalna, je bil Školč predsednik in so nas dali na brigade nastopati in smo tam v jedilnici nastopali v eni brigadi, tam na Kostanjevica na Krasu, in tik preden sem imel ogenj zabruhan, sem pogruntal, da je strop v polivinilu, ne, mislim, da je cel strop v polivinilu. In se mi je zelo zmožno zdelo, da se bo vnel, no. Ampak sem se odločil, da bom vsem bruhnil in je bilo nekaj najlepšega. Čisto lepo je šel ogenj pod polivinilom, ni ga, prehitro je bilo, da bi ga vnel, ne. Tako da nikoli nisem požara. Sem pa enkrat alarm v Celovcu smo nastopali v Moharjevem domu. Takrat še nismo vedeli, ne, kaj so sploh te senzorji za dim, ne. In so mi rekli, če imate pirotehniko, ni dobro, da smo rekli, imamo nek dim, ki se kadi, pa so rekli, to pa boljš ne, tlele so te senzorji, ne, tudi kadic, takrat smo še vsi kadili cigarete, ne smeš kaditi tlele, ki so senzorji, ne. No, in sem jaz med predstavo sem si rekel, pa to je žalosten, ne, če ne bomo tistega dima imeli, to je dober efekt, ne. In sem pomislil, kaj pa, če bi namesto tega dima ogenj bruhnil. In sem ogenj bruhnil, mislim, to pa ne v senzor mogoče zaznal, ne, ampak sem ga bruhnil bojda glih v senzor, ne. Jaz sem razmišljal, kako senzor izgleda, sem tak bolj netehničen tip, ne. In sem ga točno v senzor in so še med predstavo prišli gasilci, ne. 2 gasilca s sekircami in smo jih vključili v predstavo. Nam se je zdelo zelo zabavno, tudi tako publika se je zabavala, ne. Najbolj se je pa zabaval en gospod, ki nas je pol povabil v ljudsko klet, Volkskeller, ne, na pivo, častil, ne, in je bil navdušen, ker je bil pa tak zagrižen komunist. Ne, v Avstriji je bilo dosti teh velikih levičarjev med Slovenci, ne.
In je rekel, veš, koliko bojo zdaj to oni kazni plačali, ta Mohorjev dom, ne. Tako da, ja, pomaga. No, ampak potem smo sem in v tisti dvorani še nastopil in tudi Krščanska prosvetna zveza nas je še vabila, tako da ni bil... Bruho pa nisi več. Ne, ja, tam ne. V Celovcu ne več. Okay. Dej še kako pesem preberi ali pa kako zadevo. Ja, lahko, ja. Drugače mi bojo rekli, da sva sam čvekala. Ja, te lahko tudi kdo še drug kaj vpraša, ne. Ja. Zdaj ne vem, jaz sem mislil tlele kakšne, tako dve knjige imam, ki sta ta zadnje, ne. Ja, ko si dobil zdaj, Večer ti je podelil, ne, zdaj eno priznanje. Ja, recimo, to je ta knjiga Rimuzine in črkolazen je naslov, Rimuzine in črkolazen in to je sicer z otrokom namenjen, ampak sej tako, imam zmeri težave, da pišem kdaj malo prezahtevne pesmi za kakšne otroke, no. Tale pesem ima naslov Našemu jeziku najljubše tuje besede. Ljudje govorijo številne jezike, med katerimi so velike razlike. Vsak jezik je samostojen planet z nekaj pravili in množico besed. A ker med jeziki ni ograj, se dogaja marsikdaj, da ima tujo besedo nekdo tako rad, da jo vključi v svoj besedni zaklad. In če ista beseda dovolj Slovencev zamika, lahko na koncu postane del našega jezika. Eni pravijo, da to ni prav, da je naš jezik podivjal, da ne more vsega, kar hoče imeti in da ima že dovolj domačih besed. A naš jezik je neubogljiv, radoveden in radoživ, predvsem pa ima svoje strasti in vso razsodnost zgubi, ko začuti prijeten okus, rad ima vafle, špagete in raviole, cheeseburgerje, smutije, tonike in kole, falafle in bureke, pice in džus. Na drugi strani oceana pa se v ustih marsikaterega Američana nežno raztopi in mu veselo razpotegne lica naša slastna beseda potica. Evo, tole je taka ena. Potem je pa še ena, ki sem prej že Celovcu omenil, pa da ne bo samo Celovc, pa še Beljak. Tale pesem ima pa naslov Skoraj razpenjeni beljak. Petelin, Racman in Gosak so šli na vlak in z njim v Beljak. Da bi iz njih se norčevali, Beljačane so spraševali, kam so prodali rumenjak, da imajo zdaj samo beljak. A namesto, da bi se smejali tej stari nepravslani šali, užaljeni Beljačani so stisnili dlani v pesti in skoraj že skočili v zrak. A ker ve vsak, da če beljak se stepe, zgrabi ga tak srd, da vse bolj penast je in trd, predvsem pa ga je zmeraj več, Petelin, Racman in Gosak so rekli, fantje, gremo preč, beljak ni mesto za pretep in stisnili med noge rep ter hitro šli nazaj na vlak. Evo, to je bila ta druga. Pa če pa čte, ne, pa še iz ene druge knjigce, Pesmi iz galerije. To sem pa glede na slike v Narodni galeriji, tam so me, kako bi rekel, najeli, mi ponudili, da napišem za več kot za 32 slik sem potem napisal 32 pesmi. To je bila ena akcija, znani vodijo po galerijah, tako je že. To je bilo pozneje, glede na te pesmi sem vodil po galeriji, ampak predtem enkrat sem nastopil za 8. februar, pa sem se nekaj hecal na račun tele slike, o kateri bom zdaj pesem prebral, in sicer to je Primicova Julija s kokoško in bratom Janezom. Zdaj sem dal to kokoško zraven v naslov, ker naslikana je kokoška gor. In sem se malo na račun te slike hecal in potem so dobili idejo,
da bi pa ob stoletnici je pol ta knjiga išla, ki je 32 pač pesmi na 32 slik iz galerije. In tale je taka. Ni treba slike videti, samo toliko, da povem, da na tej sliki sta Langus, ta Matevž Langus, Prešernov prijatelj. Langus je bil tudi, ne vem, nekje, ne vem, točno z Gorenjske je bil, ni bil. Gorenjci kimajo, ja. Ja, no, nekje z Gorenjske je bil Langus, no. In on je tudi pozneje, bojda Prešerna naslikal na cerkvi gor na Šmarni gori, je poslikavo delal in tam jaz tudi verjamem, da je prav Prešernov podobo na stropu. Je pa dokazano pa je, da je pa v podobu Jakoba Aljaža na stropu cerkve na Šmarni gori in sicer 2 let starega Jakoba Aljaža. Ker je čisto noro, da je 2 let stari Jakob Aljaž naslikan, ko še noben ni vedel, da bo potem njegov stolp stal na Triglavu, je naslikan na vrhu Šmarne gore in sicer zato, ker je pač Langus hotel eno družino pač naslikati, ki pač gre proti Mariji in to je bila družina teh Jakoba Aljaža. Jakob Aljaž je bil, oziroma družina Aljaž iz Zavrha pod Šmarno goro in Aljaž je bil takrat 2 let star, ki ga mama drži v naročju. In tam je tudi tale Prešeren, z druge strani, ki tudi gre proti tej Mariji na tej zvezki, ampak dosti pred tem, ko je bila pa Primiceva Julija stara 5 let, je pa naslikal Julijo in njenega brata, ker so pač bili bogata družina in so ga najeli za portretista. In ta slika je pa taka, da ima Julija, 5 let stara, v naročju kokoško. In sem potem jaz takole pesem napisal. Da nas kakšna slika še posebej nagovarja, vzrok ni nujno zmeraj le v mojstrstvu slikarja. Kdaj se po nastanku slike usoda poigra, tako da sliki prej nepredstavljivo zgodbo da. To lahko zelo lepo spoznamo iz portreta danes vsem Slovencem dobro znanega dekleta, naslikanega še kot čisto majhnega otroka z bratom in kokoško, ki jo objema njena roka. Le kdo bi mislil v času, ko ta slika je nastala, da bo 5-letna Julija čez 12 let postala osrednja zvezda poezij in javnega škandala, ker se bo nek reven pravnik, uspešen kot poet, v njo zagledal in jo vključil v literarni svet, kjer bo svoje srčne, od nje zadane bolečine spletel skup z ljubeznijo do svoje domovine. Takrat še med različne dežele razdeljene, več kot 100 let pozneje šele ustanovljene Slovenije, katero danes vse karikature zaradi njene oblike slikajo v podobi kure. In tu se skriva tisti čar, ki ga še ni mogel videti slikar. Da je namreč današnjo prispodobo za tisto domovino, po kateri se je Prešernu v sonetnem vencu tako tožilo, Primicova Julija ljubeče v naročju držala, že takrat, ko je bila še čisto mala. Odlično. Bojan, meni se zdi, da bi hvala. Meni se zdi, da bi Bojan Zoretič rad nekaj povedal, se mi zdi, nekaj je se tam je roko zvigoval. A se motim? Ne. Ne, Zoretič, ne Golob. Bojan Z. Ok. Tega ne sliši. Še ga ne sliši. V redu. Jaz sem si pa tukaj izmed tvojih pesmi 2 zbral, pa jih bom jaz prebral. Se mi zdi, da so obe se sicer za ta čas, ampak v tem času pa gre takole, če nas je strah. Aha, ja, to sem eno najhitrejših pesmi, ki sem jo napisal. Sem enkrat domov prišel in so se v parlamentu ravno potrdili zakon o tujcih.
par let nazaj. Zato in sem bil tako besen, da sem to pesem v pol urce sestavil. Evo, prosim. No, če nas je strah. Če nas je strah, se reče po domače, da nam srce je padlo v hlače. V hlačah pa, kot veste sami, so sami sramežljivi organi. In ko med njih nam pade srce, vsem svetu se s tem odpove, se na toplo in varno skrije in pri naši zadnji plati tiho bije. Ker v svojem srcu imamo ljubezen, je ta za srcem v hlačah zmeraj jezen. Saj mu zdaj namesto na srce vse samo še na jetra gre. In ker sredi duše besneče ne more biti prave sreče, naša glava, v kateri vlada razum, svetuje. Za srečo je potreben pogum, ki nam v prsih ohranja ljubezen, ker sovraštvo je huda bolezen. Hvala. A sem v redu prebral, Roza? Ja, super si prebral. Ja. Hvala. Ja. Je pa to tudi Majzi, Janja Majzel poje, to zelo imamo v glasbeno. A daj nekaj, to pa nisem vedel. Na moji spletni strani, če se gre v zanič, to imamo kot zaničniško maševanje, zanič, in je tam potem, tam, ko so predstave, greš na predstave za odrasle, zanič, ta predstava, oziroma ne, predstave za odrasle, zaničniško odmaševanje, in potem tam je ene 15 pesmi, ki jih lahko se posluša, in ena je prav tale, tak tango je naredila iz tega. Ja, se to šlo, ja. Reče po domače, tako nekako. Tako da, ja. A bi kdo še kaj vprašal? Naj dvigne roko. Evo, Brane, izvoli. Alt V, ne? Oziroma Alt A, pardon. Se slišimo? Ja, Brane, izvoli. Dušan, jaz sem samo en nov predlog za poimenovanje tistega obdobja gospoda Rozmana študija. Ja. Rozina nedokončana simfonija. Je bilo? Ja, najbrž, ja. Je bila, ja, nedokončana, ja, sem konc drugega letnika sem omagal. Simfonija. Ja, in sem pobegnil. Boj, da si se skregal s Pogorelčevo. Ja, Breda je takrat me imela zelo rada, Breda Pogorelc, res tako, prav rada. To je bila, za one, ko ne veste, to je bila recimo ena eminenca na slavistiki, pa še zdaj kot v strokovnih krogih velja, ne. Ja. Prosti. Je zelo malo, je imela to smola, je bila zelo zahtevna do sebe in je pa temu primerno zelo malo napisala, ne. No, ampak in me je imela res tako, kaj pa vem, dobro sva se razumela, ampak potem sem pa imel izpit pri njej jezik slovenščina v 17. stoletju in jaz se res nisem nič kaj dosti, skoraj nič, zelo slabo sem se bil pripravljen, ker smo delali eno predstavo, sem bil takrat čisto v tem gledališču, smo delali eno ulično predstavo in me sem še to zanimalo takrat, in sem prišel zelo nepripravljen na izpit in potem, jaz se rečem Breda, ker pač potem Breda reče, ja, ampak kako Rozman, pa zmeraj ste toliko znali, zdaj pa nič, ne. Sem rekel, ja, sem pač delal eno gledališko predstavo, pa je rekla, ja, pa veste, v gledališču je tudi jezik zelo pomemben, ne. Sem rekel, ja, ampak odvisen, ne pri vseh predstavah enak, ne. Je rekla, ja, pri vseh, je rekla, tudi Valdes, recimo, tudi pri pantomimi, da ne boste mislili, to je 90% bazira na jeziku, ne. Pa sem rekel, ja, kaj pa, ne vem, en tak izrazni ples, ne. Pa vmes je imela pa skozi telefone, tako da je bilo res ena taka živčna scena. Sem rekel, ja, kaj pa izrazni ples, recimo, ne. Rekla je, pa tudi, veste, to imajo vse, to je jezik zadaj, ne. Za vsako pač umetnost, to je v resnici zadaj jezik, ne, tudi če se ne zdi tako, ne. In pol sem pa jaz tako rekel, ja, ampak na začetku so bili ljudje, mislim, oziroma ljudje so se pa vendarle živali razvili, najprej so bile pa živali, mislim, to živalsko sem ven pripeljal, sem rekel, vendar so se pa ljudje živali razvili, pa tako. In takrat je nekaj sprožilo, pa ne,
in se je zadrla ven. Mislim, res sem je na nek živc pritisnil, ne? Se je zadrla ven, jaz sem šel ven in je potem še za mano tako stopila, ne? Mislim, ne vem zdaj, ali se je kaj drla ali ne, ampak ljudje spredi so se režali, ki so čakali na izpit, ne? In se sam vem to, da je rekla, vi se pa kar ne rešite, ker ste še večji idioti, kot Rozman. In pa sem si jaz to vzel, ne, se to je bolj zgodba, ker jaz bi komot, mi je dala 7, ne, in bi komot jaz nadaljeval študij, če bi se mi dal, ne, to je bil bolj tak, bi rekel, zgodba za upravičilo, ne. Ampak prav tako nekako, ne vem, se mi je zdelo, da to ni to, kar sem hotel, se mi v življenju, ne, in tudi še zdaj se mi zdi, ne, da v bistvu, če bil jaz tam jezikoslovec, ne vem, bi bil dosti bolj zafrustriran. A misliš, da bi bil novi Toporišič? Ma ne bi bil, jaz bi bil anti-Toporišič, ne, mislim tako, ne. Ne, hecam se, ampak a si imel srečanje s Toporišičem? A? Toporišiča si srečal? 10 sem dobil, edina 10, Breda mi je dajala 9, edina 10 sem dobil pri Toporišiču, ne. Tudi me je snubil, je rekel, mislim, se to ne vem, ampak dejansko je rekel, ne, lejte, a vi res boste pustili študij, je rekel, lejte, vi ste moški, pred vami je kariera. To je rekel. To je bila slovenistika, to je bilo 95, pa 5 moških, ne. In tako je bilo, ja. No, ker dober, pri Toporišič je bil znan po tem, ne, da je res bil precej grozljiv na izpitih, tako da mi je tole kar zanimivo. Radi so me imeli, ne vem, sem imel jaz vesele. Veš kaj, ti imaš občutek za jezik, to je tisto, ne. Ja. Tako da, ampak ne, kaj pa vem, ne, tako se mi je zdelo, da jaz sem temu rekel takrat patriotski študij, ne. A veš, če je prav tako nekaj napisal, da rajši mutec sem in Nemec, kot pa, kaj že, komandos vaš, ne, nekaj takega. Da te vzgajajo enega bojevnika za neko čisto slovenščino, pa tako, no, jaz pač verjamem, da je treba jezik spremljati, ne, da ne moreš biti, mislim, da jezikoslovec ni jezikotvorc, ne. A veš, tako kot naravoslovec, ne, da mora preučevati jezik in da to ne pomeni, da bo jezik razpadel, ne. Če bodo jezik proučevali, namesto da bi ga komandirali, ne. Ampak to imamo pri nas, imamo tudi zdaj, ne, problem, ne. Imamo pač obramboslovsko pamet širše, ne, saj verjetno ni naključje, ne, da imamo tako radi obramboslovce, ne. Kandidiral si tudi za predsednika države, a ne? Kandidiral sem za kandidata za predsednika. Ja, tako, ne, ampak a je to posledica tega, da si že stanoval v predsedniški palači? Ja, Si bil Turki, ni tvoj sosed, ne? Ja, to sta spodnje, moj ta spodnje, ne, Danilo, še vedno, ne. En čas je moj sin nad njegovim delovno sobo imel bobne. Sam je imel nažalost tiste bobne na slušalke, tako da, ja. Ampak, ja, ne, jaz sem takrat, mislim, malo me je odnesel, enostavno sem imel zaničniško odmaševanje, ne, se pravi, sem imel to, pač te projekte, ki sem imel, ki so bili dosti politični, ki sem govoril pač o tem, da pač seveda tudi o tem, da naj bi bil 0% davek na jezik, ampak tudi o tem, ne, da bi moral biti 0% onesnaževanje, pa 0% revščina, da smo po ustavi socialna država, ne, in to 3. člen ustave, ne, govori o tem, ne, oziroma 2. člen ustave že govori, da smo socialna država, ne. In skratka sem imel tak gledališko-kabarejski program, ki je bil pa dosti pač političen, in pa mi je en sošolec, ki sem ga srečal, mi je rekel, da bi moral jaz kandidirati za predsednika, in pa sem jaz razmišljal, se mogoče pa res, da pač vsaj kot kandidat lahko kaj poveš, ne, mislim, da imam večje možnosti, da kaj povem, ker takrat mi je bilo, pol mi je postalo jasno, da je treba televizijo
na televizijo pride, da televizija je tisti medij, kjer se edin lahko kaj pove, ker jaz tam, tudi če imam, ne vem, z eno predstavo imam največ par tisoč gledalcev, ne, pa še to pač sem prepričan jim govoriš, ne. Tako da se mi je zdelo pomemben, da grem v ta cirkus, ne. Ampak pa sem bil pa zelo hvaležen, da mi ni rata zbrati, da sem zbral samo 1500 podpisov, pa da mi ni bilo treba iti naprej v to, ker bi me samo izčrpali, pa mislim, da ne bi bilo nič dobrega, no, od tega. Pa tudi sigurno nisem za to, no. Ampak vsak bi moral probati, sem si pol v to lažbo rekel. Vsak mora probati to, pa razmišljati, kako bi pa bilo, če bi bil on predsednik te države. Tako da meni je koristilo, no, drugim pa upam, da ni škodilo, no. Se pravi, izgubili smo enega slabega slavista, enega slabega predsednika, imamo pa zato enega dobrega umetnika in se pravi, da ne naštevam vse. Je pa nekaj, sem se še zdaj spomnil, ti si precej tudi nagrajen, ne, kar pomeni, da je tudi stroka opaža tvojo, ne samo, se mislim, skoro vsako leto dobiš kako nagrado. No, to pride ta 2 let zapored, ki dobim, ampak drugače pa ni tako hudo, ne, ampak je pa fajn. Moram reči, da tako, kdaj si pomislim, ne, kva bi bilo, če ne bi dobil nobene nagrade, ne, ali pa že zelo dolgo nobene, da malo bolj zafrustriran pol si, ne, mislim, to se mi zdi, da nekako ego si malo opomore, ne, čeprav seveda, tudi če si malo zafrustriran, ima pa spet ene druge prednosti, ne. Ampak vseeno, za ego, za boljše počutje paše, da te vsake toliko časa pohvalijo, no. No, to je res, ja. No. Ja, v redu. Zdaj, a ima kdo kako vprašanje, ne? Ura je zdaj že skoraj 11, ne? Eno uro se že pogovarjamo, tole je že kar naporno, Andreja, je naporno. Ne, saj ni tako hudo. Ne, sploh ni hudo. Saj je v redu, zdaj sploh v tem času malo več čuden ta medij, ne, ker lažje je biti v stiku z ljudmi, ne, kakor pa takole, mislim, v živem, tako bi rekel, ne, v istem prostoru, ne, ampak se je treba navaditi tudi na to, tako da meni je fajn, no. Meni je bolj tako, se mi zdi, da malo mogoče težim, pa da bi kdo kaj drugega želel, pa če ima kdo kakšno željo, povejte, ne, z veseljem. Daj še kaj preberi, medtem bojo pa ljudje zbrali pogum in kako vprašanje postavili, jaz upam, no, da ne bom samo jaz čakal. No. Mogoče še eno, čakaj. Ja, to se že tisti, če nas je strah. Kaj pa vem. Kaj? Jaz se imam še, veš, kjer imam pripravljeno? Tukaj, čakaj. Vem tudi na pamet cene, ampak... Ja, to mi povej, a ti veš na pamet tvoje pesmi, ali jih moraš brati? Ne, ta nove ne, ta stare vem, ta nove pa, mislim, ta nove pa ne. Povej, kaj bi ti. Jaz sem si tukaj sprintal eno poslanico ob tednu otroka, ki si jo napisal leta 2015. In je nekaj ti moram povedati, ne, to se mi zdi, da si mal naredil, na nekoga moraš imeti rad, ne. Ja, to sem pač enkrat napisal, ker so mi to po naročilu, da rečem, pa je vidim, da zelo priljubljena, tako še na srečanju tehle, kvaže, na alternativni državni proslavi. Enkrat sem se čez Trg Republike peljal s kolesom, takrat, ker to še ni bilo politično dejanje, in je bila tam alternativna proslava in slišam eno pesem, Roman Končar nekaj recitira in se mi zdelo nekam znano. In pa ugotovim, da Roman Končar mojo pesem recitira vsem tem, ki so zdajle še vedno v vladajoči, kako bi rekel, v osrednji vladajoči stranki. No, tako da je ta pesem še en širok domet, jaz sem jo pa napisal samo tako, ker se mi je zdelo, ne vem, da je treba to tistim otrokom, ki so bolj vase zaprti, mogoče povedati. Takole gre, nekaj ti moram povedati.
Za vsakogar mora obstajati nekdo, kateremu tako zaupa, da se mu lahko zaupa, ko mu je težko. Za vsakogar mora obstajati nekdo, ki ga razume in posluša, ko mu je zmrznjena duša in mu je v srcu slabo. Nekdo, kateremu lahko zaupa tudi tiste težave, ki bi jih najrajši izbrisal iz glave. In mu lahko pove tudi to, kar ni povedati lahko. A pogovarjanje je za človeka še bolj pomembno kot obleka. In hkrati danes redka stvar, za katero ni potreben denar. Pogovarjanje ni le za zabavo. Zdravilno je tudi, ko imamo težavo. In se v lastnih mislih dušimo, dokler jih še z nekom ne delimo. Pogovarjanje je bližina in toplina. S pogovarjanjem smo družina in skupina. S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta, s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta. No, mi smo na internetu, ne, zdaj je žal. Ja, Ne. tudi Tako da- znotraj interneta smo mreža. Ja. Pogovarjanjem. Ja. Ok, a ima kdo kako vprašanje? Prosim, dajte, no. Aha, Liljana, povej. Lepo pozdravljam oba. Tako mi je prišla ena misel, ki ste omenili, včasih iz jeze nastane, včasih iz obupa, kakorkoli kakšna pesem. Je morda nastala ali pa bo nastala tudi kakšna pesem na temo sedanje problematike korone, covida? Ja, se trudim, se trudim. Sem že čist na začetku tega, še tam nekje v marcu sem eno napisal, ki je pa ni, no, sem bil kar malo nezadovoljen zaradi tega nad njo. Ja, zdaj se pa trudim celo en musical napisati o tem, ampak ne vem, včasih nisem prepričan, da mi ga bo uspelo dokončati. Ampak prav o tem, kako smo, ne, o tem. Če si zaprt, če si obsojen na en zelo omejen krog ljudi, to se trudim nekaj iz tega spraviti v besede. Čeprav meni nič ne manjka, ne moram reči, mogoče imam to težavo, ja. Prav, poznam ogromno ljudi, ki imajo s tem težave, stiske, sploh te, ki imajo službe in otroke doma, ki jih morajo šolati, to je grozno. Ampak meni, tako, no, malo pogrešam, ja, prav tako. Prav zdaj sem začel sanjati, da bi kam šel, tako, pa v karavanke, pa ne vem, mislim, prav tako se mi da se mi pojavljajo eni taki flashbacki, kje sem bil, pa kam bi še rad šel, pa zaradi tega občinskih meja ne morem, ne. Tako da, ja. Jaz sem pa dosti neproduktiven, moram reči, da bi človek mislil, da si doma, pa tako, pa da lahko pol, da bo veliko časa za pisanje. Ne vem, se mi zdi, da je ena taka, tudi v meni taka tesnoba, da mi gre zelo počasi, se zelo moram kar matrati. Ene pesnice za otroke sestavljam, tako, pa tudi zelo počasi. Mogoče sem pa že, ne, pač v teh letih, ki je prav, da človek malo. No, jaz mislim, da je to, ne, mislim, da tukaj ne gre za neustvarjalnost, ampak da gre za eno tesnobo, ko jo doživljamo. Ja, je tako, pa čist, ker ne veš, kaj bi sploh o tem povedal, pa si mislil, ne, mislim, tako. Mislim, ker ni da bi se norca delal, ni da bi jamral, ne, in pol tako, no. Jaz mislim, da tesnobo lahko premagamo samo na ta način, da se dela, ne. Ja, V bistvu, da nas... ali pa da se bere, pa tako, ne. Se mi zdi, da se dosti tolažbe prav v teh, mislim, knjige, ne. Meni so zdaj recimo knjige, no, dosti mi pomagajo, ne. Kaj pa bereš zdaj trenutno? Jaz se ti zahvaljujem, ne vem, če sem ti kdaj rekel za Mazureka. A ja? Ja, Mazureka enkrat si mi rekel, da je odličen pravljičar, ne. In ko sem ga jaz kupil v antikvariatu,
Si ga dobimo, jaz ga iščem že, ker jaz sem pa zgubil svojo knjigo, pa ne dobim. Ne. In si ga tudi tukaj v knjižnico prinesel in za te otroške pravljice so res odštekane. Ne, Še enkrat posodil, pa bom fotokopiral, ker meni je pa zginila ta knjiga. Ne. Ampak berem pa Tokarčuk, Olgo, ta najbolj debelo, malo manj kot 1000 strani. Tako prav, že pomlad sem začel Tokarčukovo brati, pa mi je zanimiva avtorica. Belova nagrajenka. To sem hotel reči, zdaj sem se spomnil. Jaz imam še ogromno vprašanj, ampak dajte še vi kaj vprašati. No. Brane, izvoli. Sam tole, da sem se spomnil, da tudi mi smo iskali že dolga leta eno knjigo, pa je ne najdemo, Dnevnik malopridnega Jurčka. Poznaš, Dušan? Ne. Iz mojih otroških let se spomni zelo, zelo zanimiva. En fant, ko nagajiram, ne? Zelo prijetno branje je bilo. Ne? Jaz bi sam to še rekel, da gospodu Rozmanu hvala, da se je odzval našemu vabilu. Bila je ta urica zelo, zelo prijetna. Tebi, Dušan, za izbor oziroma za vodenje, pa to povabilo, ko si uspel povabiti Rozo, da je prišel k nam. Rekel bi tudi, da je bilo zelo fajn, da nismo prišli v neko politiziranje današnje situacije in tako dalje. Naj bi sicer omenjeno, ampak če bi o tem začeli govoriti, vemo, da ne bi nikamor prišli. Pa mogoče za razmislek, da ne bi bil samo ta srečanje ob petkovi Zoom kavici, ampak da je bil še kakšne pol urce klepet ob Zoom kavici, da je bilo mogoče le za razmislek, da bi se ta ura potegnila v uro in pol. Bomo razmislili, sej, a veš, sej tele petkove Zoom kavice, no, zdaj počasi prehajamo v konc, ne, so mišljene o tem, da bi se pač dobivali in da bi se pogovarjali. Ne. Zdaj, da pa ne bi bil to čisto navaden klepet, čvek kot tak, ne, so pač malo vodeni. Ne. Mislim pač v tem smislu, da se pač daje na teme, pa se o tej temi pogovarjamo. Ne. Tako. Zdaj, ker tisti prosti čvek je, a veš, pol hiter. Jaz nisem mislil prosti čvek, ampak o temi, o tej prvi uri, ne. Ja. Razvili razgovor, ne, ko je premalo časa. To smisel. Zdaj, a še ima kdo kako vprašanje? Ker bomo počasi zaključili, sicer jaz imam še za pol ure, ne? Bi še kaj vprašal, ampak mi da z Andrejem se bova že kaj dobila, pa bo vsem prišel na kako kavico, ali pa moram reči, da za letošnji teden slepih in slabovidnih sva bila zmenjena, da bo prišel prebrati eno zgodbo, pa sva pol ugotovila, da je prišlo do nesporazuma, da sva oba pričakovala povabilo oziroma drug od drugega, ne, tako da je fajn, da sva se to enkrat dobila in da sva razčistila, ne, da ni bilo zdaj tisto. Da se ne in pol pa drugo leto, ne, če ne prej ta pravljica, zgodbica velja, Dušan. V redu, dragi moji, jaz se vam zahvaljujem za tole uro, ko ste bili na petkovi Zoom kavici, drug teden mava z Branetom nadaljevanje, a ne, Brane? Že točno, kar je hiter čas. No, drugi del vodnika po pravicah, potem čez 14 dni bo Nova Gorica predstavila svoj nagrajen projekt podjetništva in tako pol v bistvu še za 18. še imamo neke zadeve. Tako da za letos bomo pol končali, drugo leto pa bomo spet s temi kavicami ob petkih nadaljevali. Andrej, hvala, imaš pivo, kavo v dobrem, prid kaj naokrog. Ja, se oglasim. Ampak hvala za vabilo, pa hvala za družbo vsem, ki ste zdajle tukaj. Okay. Dušan, a lahko samo se opravičujem, Irena tukaj,